Dobro jutro, dober dan, vsi kriptofani. Danes bom naredil poseben video in sicer govoril bom specifično o rizikih pri investiranju. In predvsem iz vidika osebnega, se pravi, vi investirate v kriptovalute, kaj je naproti, kaj vse, kateri vsi riziki vam pretijo. Treba se zavedati, da to vsako investiranje je zelo riskantno. Morate investirati samo z denarjem, ki si ga lahko privoščite, da ga izgubite. Vsi videi, ki jih jaz delam, so samo izobraževalnega namena in niso signali ali pa finančni nasveti. Se pravi, to bom povečal. V dve skupine bom razdelil riziko v kriptovalutah in eno je, to so globalni riziki, se pravi, kaj se lahko zgodi s kriptovalutami, potem pa še individualno, ok. Se pravi, globalno lahko, poslušal sem intervju z Litecoin founderjem, bom prepopal link od spodaj pod video, ampak tukaj je Charlie Lee, on govori v rizikih v kriptovaluti in izpostavi dva rizika. To je quantum computing, je prvi rizik, kar pa isto pomeni, da bi se razvili neki računalniki, ki bi bili dovolj močni, da bi shekali v sam blockchain. Se pravi, mislim, da je potrebno več kot 50% moči, vseh računalniške moči, da lahko shekaš v kriptovaluto. Se pravi, če na celem svetu vsi procesori, vsi minerji predstavljajo neko moč kot nek velik računalnik, rabiš še enkrat tako moč kot oni. In quantum computing, to je neka teorija, da bi se znali narediti neke računalnike, ki bi dosti sposobni, da bi to shekali, ampak govori tu Charlie o tem, da če pride do tega, da bo tudi kriptosvet lahko se prilagodil. Spravi, to je en rizik, ampak to je kot po njegovih besedah zelo majhen rizik, da pride do tega, zato ker se da prilagoditi temu. To je bolj pa računalniško, jaz se toliko ne spoznam na to. Potem izpostavi drugo kot vlada, se pravi, če se odloči, ne vem, Amerika, ja, ok, same kriptovalute, same tehnologije ne morejo ustaviti, to je tako, kot da bi rekli, da bodo internet ustavili, ker to je protokol, tega se ne da ustaviti. Kar lahko naredijo, lahko prepovejo, naredijo, da je trgovanje ilegalno, ali pa da recimo, da ne moreš enostavno porabiti svojega bitcoina, potem seveda vrednost pade. Se pravi, on izpostavi izključno te dva rizika, ampak zdaj to je pa čisto, jaz sem dodal tukaj še dva, en je neznani rizik, se pravi, še vseeno je to precej nova zadeva, 10 let, odkar je bila prva kriptovaluta Bitcoin narejena. Mogoče so še kakšni riziki, ki jih niti še ne vemo, da so. Potem je pa tukaj sem dal še Bitcoin, ok, kaj s tem mislim Bitcoin, to je, recimo, ko investirate v altcoine, investirate v zadnje, pa nisem govoril o Ripple, ko investirate v katerikoli coin, ki ni Bitcoin, cena Bitcoina vpliva na ga. Tako, ker včeraj, recimo, jaz sem delal analizo za Ripple, se pravi, če gre Bitcoin močno dol, je cela analiza čisto brez veze, zato ker ker Bitcoin potegne to ceno za sabo. Ne vem, Bitcoin, jaz si to nekako tako predstavljam, če sem se spomnil ene analogije, neke metafore. Bitcoin proti kriptosvetu, to že si bi predstavljal, kot da je Evropska unija, so vse kriptovalute in Bitcoin je kaj Nemčija, se pravi, če gre se nekaj z Nemčijo zgodi, ja, najbrž ni glih najbolj za Evropo, kot najbrž evro. Ne, recimo, da komplet dizelska industrija jutri propade v Nemčiji, najbrž bo evro šel dol. Podobno recimo pri Bitcoinu vpliva na kompleten market. To je zelo pomembno. To ne pomeni, da recimo, ok, ne more biti en coin, ki se individualno raste. Tudi recimo, ok, če Nemčija, recimo za Evropsko unijo, recimo lahko še vsem Slovenija raste, ali pa kjerkoli država čist posebej, in podobno je pri kriptovalutah, se Bitcoin vpliva na vse,
Ne, mogoče ni najboljša primerjava, na politiko se res ne spoznam, ampak samo ta analogija mi je bila nekoliko zanimiva. Se pravi, Bitcoin vpliva na vse cene, se pravi, če gre Bitcoin dol, potegne za sabo. Se pravi, to je, kar se lahko globalno zgodi in vpliva na kriptovaluto, lahko zniža vrednost. Zdaj, individualno, to predvsem mislim, kaj lahko se zgodi, vi naložite denar na exchange, recimo Poloniex, Coinbase, kamorkoli že. In je več stvari, kako lahko pride do tega, da te zgubite denar. In sicer, tukaj je en zelo dober članek, ki opiše, bom tudi dal link pod video. Zgodovina vseh napadov. Exchange, največji rizik je recimo sam exchange. Se pravi, to je Kraken, Poloniex, kupite kriptovaluto in jih imate potem gor. Zato, ker je bilo v zgodovini že precej teh vdorov. Mt. Gox, 473 milijonov je bilo ukradenih. Cel exchange je propadel. To je bil svojega časa največjih exchangeov, se pravi največji izmenjevalnic za kriptovalute, več kot 70% celega trga je imel in propadel, ker so zhekali. Potem je bil več napadov, Bitstamp, Steemit, Bitfinex, se pravi, ogromno tega. Seveda, zdaj je to neka nova tehnologija, ljudje hočejo priti do denarja in uporabljajo legalne in nelegalne metode, ko pride do tega. Se pravi, bom pripapal te linke zraven. Vsekakor se lahko pozanimate več glede tega. Zato pa kaj lahko naredite, da zavarujete, je pa tale video zelo dober. Govori o šestih različnih tipih, kako hraniti kriptovalute. Zdaj zelo na kratko, kot rečeno, exchange so najbolj nekako izpostavljeni napadom. Se pravi, vsi te, da pustite denar, zato ker potem v bistvu nimate v lasti tega kovanca, vi imate kovanc na exchange in če je ta exchange zhekan, potem je tudi vaš denar v bistvu napaden oziroma v riziku. Tako da obstaja več načinov, kako se zavarovati, povečati to varnost, obstajajo te ledgerji, ampak ne bom niti govoril danes, ni namen tega. Lahko si pogledate več o tem, mogoče bom tudi kakšen video o tem naredil, če bo taka želja, če bo tak feedback, ampak ja, vsekakor se splača tole pogledati. Se pravi, najbolj pomembno res, če imate že denar na exchange, in kar seveda vsaj nek del morate imeti na exchange, če hočete trgovati z njima. Vsekakor morate imeti SMS preverjanje ali pa Google Authenticator. Treba se zavedati, vse te rizike. Ok, to je to in tudi to, da vam samo razložim, zdaj dobil sem malo feedbacka. Pozadnje nisem dosti govoril o Ripple. To ne pomeni, da ok, zdaj pa jaz mislim, da je samo Ripple dober. Ne, Ripple je, jaz govorim samo o kovancih, ki jih imam, sam. Ripple je v bistvu samo en majhen del vseh kovancov, ki sem jaz imel, ampak v bistvu je toliko zrastel v zadnjem času, da se je povečal portfolio in jaz v bistvu moram imeti ven iz Ripple. Vsaj delno zato, da pridem nazaj, ker sem recimo 20% sem imel na Ripple, pa mi je šel to gor, da je zdaj 40% mojega portfolija, tako da tam moram imeti ven. Ampak najbolj pomembno je res, kaj se dogaja z Bitcoinom. Pa ja, bomo še gledano zelo hitro analizo. Samo da tisti, ki še niste sploh v kriptovalutah, Zdaj smo v bistvu zelo na nekem prelomnem obdobju, tako da se mogoče splača še majčkeno počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo. In sicer zelo hiter
zelo hitro razlagal, samo tle naredil. Glede tehnične, glede Bitcoina, ker Bitcoin, kot smo rekli, vpliva na vse. Koliko je Nemčija v Evropi, recimo, ampak če predstavljamo, da ima Nemčija še veliko več moči, kot jo ima, kot da je neka mega Nemčija, neka res vpliv na steroidih, na vse te zadeve. Ampak, ok, se pravi, en čist hitro analizo, samo tako, da veste, kje smo v tem momentu za cryptocurrency, se pravi, glavno moramo gledati Bitcoin, ne. Bitcoin je pač bil ta glavni upswing in pravijo, da se trendi končajo in climatic move, kar pomeni, da se končajo v nekih ekstremih, tle smo imeli res ta izstrelili Bitcoin gor, oversold in so potem začeli prodajati, ker so bili večji investitorji. In kaj se zdaj dogaja? V bistvu zdaj smo v fazi, kot vidite ta trikotnik, to je v bistvu zelo, pa tudi tole bomo, čisto vse bom to izklopil, čisto preprosto, ampak v bistvu te najbolj preproste te analize so nekako najboljši indikatorji, te vsi indikatorji, to so res to jewelry, bi rekel, to je, so finese, najbolj pomembne, kaj se dogaja s ceno. In kolikor smo videli, cena je šla gor do, pravi, kaj bo to, 17, 12. In zdaj, kar se dogaja, je to, da delamo ta trikotnik, se pravi, cena se ne more odločiti, kam bo šla. In zelo pomembno bo, kar se bo zgodilo v naslednjih parih dneh za komplet kriptosveta, ne. Ko pridemo v ta trikotnik, kar se zgodi je, da začnemo se odbijati o tem in potem se bo zdaj odločil, kam bo šel gor ali dol, ne. To je čisto naravni pojav, ki se zgodi pri kateremkoli trgovanju, nisem to pri kriptovalutah, to je povsod pri forexu, delnicah, je, se pravi, expansion, contraction, ne. Expansion se pravi, raste, počiva, ne, in tle se bo odločila vrednost, kam gre, ne. Ali bo šla gor, ali bomo šli pa v correction, se temu reče, oziroma v downswing. Tako da, ja, se pravi, če niste še nič investirali, če razmišljate o vseh žitnih kovancih, kam boste dali, pomembno je, kaj se bo tukaj zgodilo, ne. Jaz vseeno mislim, da bo šlo višje, ne, pač tudi po mnenju strokovnjakov, so različna mnenja, po mnenju, kako bi rekel, da je skoraj da ne moj mentor, ampak Chris Terry, trader, ki trguje že več kot 20 let. In v bistvu ima tudi firmo iMarkets Live, prek katere se jaz iMarkets učim. In toplo priporočam. Bom dal tudi link od spodaj. Pa mislim, da bom naredil še en video prav komplet o iMarkets Live, ker to je res komplet izobraževanja za trgovanje na forexu in sedaj so tudi nadgradili za trgovanje v kriptovalutah. Ogromno inštruktorjev in ogromno materijala, ki se učite. Se pravi, po njegovem mnenju in tudi čisto iz tehnične analize bo šel višje, ne, saj večja verjetnost, da bo šel višje, ampak lahko, da bo šel tukaj, tukaj bo pomemben moment. In ko smo rekli, Bitcoin vpliva na vse, tako da s vsemi temi majhnimi coini, ko špekuliramo, dosti ljudi me sprašuje o Hive-u, pa kje so bile še, Xerium, ko je že bil pa Neo, pa vsi te mali kovanci, v bistvu ne vem, več kovancev je zunaj več kot 1000, veliko več kot 1000, tako da jaz govorim o tistih, ki jih poznamo, ne vem, da je, in vsekakor ne moramo zadeti vseh, da je, ne mislite, vse moram vedeti, pač ne, poznate tistih par in na tiste se skoncentrirate, tako vedno znova, se vsak dan izobražujem, raziskujem in to je to.
Ok, linke boste dobili od spodaj, še enkrat se pogledamo. Riziko, zavedite se, sliši se vse fino v vseh teh novicah, ja, koliko se da zaslužiti. Ja, ogromno ljudi tudi izgubijo, ne. Tudi jaz sem imel sam pred leti, koliko je to, 2-3 leta nazaj sem investiral v eno podjetje, BuyExpress, bil je cel pomp okrog, ja, to, ne vem, koliko bojo šli na trg, bojo naredili, bo zrasla njihova vrednost, kaj se je zgodilo, spremenili so se v Power on Express, zmenili so se v nekaj tretjega, četrtega, potem so pa zginili, ne. Tako da, s tem tudi moj denar, ki sem ga investiral, no, tako da zavedite se, da je tle rizik. Ok, hvala za to, da ste me poslušali, prosim če imate kakšen feedback, mi povejte, vam je všeč, da delam videte v slovenščini, vam zdi bolj v angleščini, kaj vas zanima, ne vem, kjer kovance vi, karkoli pač, lahko in komentirate pod video, hvala včeraj za komentarje in za dober feedback na privat, sem dobil nekaj sporočil, tako hvala za to. Ok, ajde, lep pozdrav.